Torej, WordPress nam omogoča zelo enostavno delo z navigacijo. Kjerkoli že navigacija postavljena na naši spletni strani, to zdaj zavisi od teme, kje si je avtor teme, oziroma če imamo tak sistem kot je Divi, kjer smo si mi zamislili, da bomo imeli navigacijo, imamo potem možnost neke elemente sem noter postavljati. Zdaj jaz nimam zaenkrat še nobenega menija narejenega, tako da bom najprej tukaj kliknil Create a new menu, oziroma tukaj bom napisal moj prvi meni in kliknil na gumbek Create menu. Zaenkrat ni še nič. Ta prva stvar, ki jo bom mogel definirati, je, da se ta meni, ki sem ga naredil, nekje na moji spletni strani pojavi. Spletna stran bo imela na vsaki lokaciji, kjer jo imam možno, kjer je bilo definirano, da je ta navigacija, bo imela en naslov. V mojem primeru je tukaj v tej temi, ki jo zdaj imam, top menu. Tako da, če želim, da se moj meni pojavi noter, bom najprej obkljukal tukaj in potem ne pozabiti, takoj, ko vidite moder gumbek, vsakeč morate shraniti. Se pravi, ne bo samo od sebe vaših sprememb shranil, vsakeč boste kliknili na Save menu. Zdaj pa takole, ker nimamo zaenkrat v naši spletni strani še veliko vsebine, bomo naredili nekaj fake linkov. In sicer, dajte tukaj, kjer je URL, napisati Lojtra. Se pravi, če se ne motim, Shift 3. Shift 3, Lojtra in samo Lojtra pomeni, da vsakeč, ko bo nekdo kliknil na ta link, se ne bo zgodilo nič. In tukaj bomo zdaj uporabili nek tekst, ki se bo pojavil v tej navigaciji. Se pravi, dajmo, ne vem, prva, in bom kliknil Add to menu, pa bom dal še enkrat Lojtra, druga, Add to menu, še enkrat Lojtra, tretja, Add to menu in pa še ta zadnjo, četrta, Add to menu. Torej, zdaj tukaj lahko vidimo, da imamo 4 elemente, ki so zdaj v tej navigaciji. Bom jaz zdaj shranil meni, kliknil bom na Save menu in pogledal na mojo spletno stran, jo ponovno refreshal in tukaj lahko zdaj vidimo, da imam jaz navigacijo prva, druga, tretja pa četrta. Enako kot so tukaj od zgoraj dol. Če želim, na primer, dati eno izmed njih pred drugo, jaz bom zdaj prijel to četrto in jo preprosto potegnil nad prvo. Lahko tudi vidite, da je tukaj en majhen kvadratek, ki se mi pojavi in mi pove, da v trenutku, ko jo spustim, je zdaj četrta, prva, druga, tretja in grem na mojo spletno stran in četrta bo zdaj prvi element pred ostalimi. Zdaj pa večina navigacij mi omogoča podmeni. Torej, kaj se zgodi, ko jaz pridem, ko imam ogromno enih elementov, bi imel recimo recepti in pa potem, ne vem, juhe, salate, Vsi ti elementi bi bili podelementi. Če pokažem to na recimo spletni strani, ali pa recimo na fd.si, da vidimo dve, če grem z miško čez določeno vsebino, imam tukaj podelemente. In če grem recimo zdaj tukaj, imam tukaj spet podelemente. Torej, grem na spletno stran, oziroma grem v administracijo in zdaj vse, kar bom naredil, je, da bom tole prvo, jaz si zdaj želim, da je ta prvi element podelement te četrte.
Kaj bom naredil? Jaz bom prijel tole prvo in jo malenkost premaknil na desno. Glejte, kaj se dogaja z temle kvadratkom. Ne? Malenkost skoči na desno in v trenutku, ko ga spustim, bo tudi tukaj le pisal, sub-item in mal je zamaknen na desno. V trenutku, ko ga bom kliknil in grem na spletno stran in refresham, imam zdaj zraven četrte eno ikonco, ki mi kaže, da je stvar ima podelement in če grem z miško čez, imam še prvo kot element. Večina tem omogoča celo 2 stopnji te navigacije, se pravi, četrta bi lahko imela spodaj prvo in prva bi lahko imela še eno drugo noter, se pravi, grem še čez miško, čez prvo in bom še dobil nekaj. Glede na količino vsebine, ki jo imate noter. Določene teme vam potem omogočajo, da si te menije postavite kamorkoli želite, nad logo, lahko je logo na sredini med menijem, lahko je meni spodaj, lahko je meni recimo cel čas zgoraj, medtem ko se sprehajate po spletni strani, to je potem vaša oblikovna odločitev. Kakšno vprašanje glede menijev? Aha. To sem jih že imela ena, ker sem še medija sem imela že. Kaj sem imela tudi, ne sem jih pokažem, te sem imela po mojem. Ja, to je pa nekaj drugega. Ampak nismo dali tukaj linke, kot da boš svoj link od novim Instagram ali pa Facebook. Lahko bi dala, ampak tiste ikonce, ki jih imaš ti tam v navigaciji, so nekje druge v tej temi, v nastavitvi od te teme. Še select možda. Ja, tukaj imam. To je zdaj specifika te teme, točno te teme, da ima recimo to noter kot custom link. Določena druga tema bo imela pa to v svojih nastavitvah, tako da pač to zdaj zavisi, kaj uporabljaš. Verjetno, če klikneš na tale spodnji. Samo, če delaš te podstrani, a delaš to pod tem, ali delaš pa ne pod page? Je odvisno, kaj hočeš. Zdaj, ti lahko dodajaš noter. Ja? Zdaj tako je. Na naši spletni strani, ti imaš tukaj pages, že spisek vseh strani, ki jih imaš v svoji spletni strani. Se pravi, bi samo obkljukala eno od teh stvari, recimo, če bi hotela obkljukati burek in jo dala noter, on to tretira zdaj kot page. Se pravi, če boš recimo spremenila ime tega pagea, se bo tudi na spletni strani spremenil ime v... Povezava bo, povezava bo vedno na to stran, na to podstran. Medtem, ko tukaj sem dodal v bistvu samo zaradi tega, da pač imamo neko vsebino. Tako da lahko dodajaš recimo noter že takoj novičke, ali pa takoj neke strani, se pravi, o nas, kontakt, glavna oziroma domov, bi lahko dodal tako, daš noter in potem spremeniš zadevščine. S tem, da še 2 stvari, preden vas pošljem domov, tako da še malo pozornosti mi dajte. Kliknil sem tukaj na tale trikotniček čisto na desni strani, tako da sem dobil dodatne opcije. Če želite brisati katerega koli od teh elementov v meniju, imate tukaj remove. In pa, če želite, recimo potem, ko bomo dodajali v navigacijo že strani, kot je tole, se pravi, jaz sem zdaj eno izmed mojih podstrani na spletni strani dodal noter in jo tretiram malenkost drugače. Saj bo v meniju bo izgledalo isto, ampak on ve, da je to moja podstran. In jaz lahko recimo spremenim besedo, ki se mi pojavi noter v navigaciji. Če bi želel recimo v primeru, da bi imel glavno stran, statično stran, bi lahko zdaj recimo temu rekel domov in bi potem domov pisali v meniju, medtem ko ime strani bi bilo nekaj drugega. Se pravi, kadarkoli lahko tukaj spremenite tekst, ki se pojavi v navigaciji in linka na
to zadevščino. Ne? Se pravi, jaz bom tukaj dal, ne vem, domov za hec, pa jo bom dal čisto na prvo mesto. In če grem zdaj refreshent stran, imam tukaj domov, ne, ki bo pa linkala na stran Burek. Ne. Še zadnjič možnost, da kaj vprašate. Ok, dobro, vidimo se prihodnji četrtek.